Ali imamo običajni ljudje, ki smo samo člen v potrošniški verigi, v zapleteni strukturi sodobnega sveta, sploh še kakršnokoli vrednost? Ali ima kakršnokoli vrednost naše delo? Ali smo res sredi finančne krize, ali gre v resnici za krizo vrednot? Vede pravijo, da bistvena stvar v življenju je duhovnost in vrednote, ki izhajajo, ki so med sabo povezane. Če ni enega ali drugega, potem se ta manko v srcu, se pravi ta presežek poželenja, pohlepa, odrazi na zunaj. Se pravi, vzrok finančne krize v resnici je kriza vrednot. In če bi se ljudje naučili živeti bolj skromno, potem si ne bi želeli, potem tudi do te krize nikoli ne bi prišlo. Kajti moramo vedeti, da obstaja na milijarda Indijcev, Kitajcev, ki bi vsi želeli imeti enak življenjski standard kot tukaj na zahodu, viri so pa omejeni. In zdaj se vsi zato na tej ubogi majhni zemljici bi hoteli živeti preko svojih meja, ko pa vemo, da je zemlja omejena, to ne gre. In nujno prihaja do konflikta, bodisi med posameznimi ljudmi, bodisi med narodi. In temu smo zdaj priča. Če bi šli pa malo bolj nazaj, pa pogledali duhovni vzrok za ta pohlep, ki ni meja, je pa Bhagavad Gita recimo razlaga, da naše srce ima figurativno rečeno neka vrste luknjo. In to luknjo probamo zapolniti z raznimi stvarmi in ne gre. In potem mislimo, da je problem, ki nimamo najnovejšega iPada, ki nimamo Mercedesa, ker nismo šli na izlet v Ameriko, da je to tisto, kar nam bo zapolnilo to luknjo v srcu in potem bomo pa srečni. Če bi imeli vsi dosti denarja, potem bi bili pa srečni. To je iluzija, absolutno. Ta luknja v srcu ima obliko Boga, to je kot nek sestavljanka. Samo Bog jo lahko zapolni, Božja ljubezen. In ko se tega zavemo, potem pravzaprav lahko živimo skromno in sledimo motu, ki ga imamo pri nas, to je enostavno življenje, visoko razmišljanje. Zdaj pa živimo zakomplicirano življenje in plehko razmišljanje. Plehko razmišljanje seveda ne razlikuje med potrebami in željami in zlahka sledi umetno ustvarjenim potrebam, ki jih vsak dan znova vsiljuje potrošniška mreža. Da se bomo ljudje uspeli izviti iz te mreže, pa bomo morali temeljito spremeniti naše zavedanje. In če nam to uspe, doseči to spremembo zavesti, potem bo ta finančna kriza in vse krize izginile, kajti živeli bomo trajnostno. Duhovno življenje je trajnostno življenje, ko ne živimo na račun drugega, sočloveka, živali ali pa narave, kot se zdaj dogaja. In to je edini način, da dosežemo to, da nekoč ne bo prišlo spet do neke nove krize. Se pravi, sprememba zavesti. Kriza je torej lahko tudi dragocen čas, ko se znova zavemo, da si moramo ljudje pravzaprav najprej odgovoriti na osnovna bivanjska vprašanja. Kdo sem, kaj je smisel mojega življenja in bivanja? Bistveno vprašanje je dejansko to, kaj je smisel življenja. Kaj je smisel življenja? Je smisel življenja, da pač nekako živimo, jemo, se razmnožujemo, spimo, se branimo. To so vse aktivnosti, ki jih tudi počnejo živali in to zelo uspešno. Če mi samo na tem nivoju pristanemo kot ljudje in če se nas sprašujemo o metafizičnih vprašanjih, potem nismo dovolj naredili svojega življenja. In če je takih ljudi zelo ogromno, potem pridemo do točke, na kateri smo zdaj, ko se zdi, da nihče ne ve, kam naprej. In to ljudeh prinaša nekaj strah, negotovost, nesigurnost, zagotovo. In zdelo se nam je, da bomo
da bo delnice stalno rastle, da bo vse stalno raslo, pa temu ni tako. Tako kot pride poletje, jesen, zima, kot se rodimo, kot umremo, tudi v tem svetu je to iluzija, da nam bo industrija, da nam bo znanost pričarala večno življenje, večno srečo, da bomo kupili tabletko, da bomo droge, da nam bo to pomagalo zapolniti to luknjo v srcu. Nikoli ne bo to. Sedaj lahko tudi v slovenščini v knjigi Miša Tošiča Najstarejše svetovne prerokbe beremo o starodavni modrosti indijskih ved. Po vedskem izročilu smo v dobi Kali, torej v železni dobi prepirov in hinavščine, a smo hkrati tudi na začetku zlatega obdobja, ki bo trajalo 10 000 let in se začenja s procesom polarizacije. Čeprav se to mogoče ne pozna v politiki ali pa to mogoče v medijih, ampak ljudje se dejansko prebujajo zelo v smislu sedaj, ko je očitno, da je ta moderna finančna konstrukcija sveta, da je to kot neke vrste loto, ki veliko obljublja, da bojo vsi dobili, pa na koncu dobijo samo oni, ki so na vrhu, da rečem, majhen procent. In ljudje razumejo, da morajo sami poskrbeti za svojo usodo. To je zelo pomembno. Da ni nekoga drugega, ki bo za nas skrbel. In tudi pomembno je tudi, da Slovenija kot država postane, rečem, prehrambeno samostojna, da ne bomo se večno prehranjevali za hrano iz Afrike ali pa jedli jabolke iz Južne Amerike. In po drugi strani pa seveda tudi prihaja do polarizacije. In ko eni ljudje čutijo, da je potrebna duhovna prenova, drugi pa mislijo, da moramo samo nove tehnologije razvijati, pa bo vse v redu. In to je pač normalno v tem svetu. Na koncu bo prevladalo dobro. To je zagotovo.